Ime tedna. Ime tedna je danes postal Tadej Avčin, predstojnik kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo pediatrične klinike UKC Ljubljana ter vodja klinične raziskave, v kateri so skupaj s sodelavci prvi klinično dokazali, da je mogoče avtoimunsko bolezen zdraviti z odstranjevanjem sprožilca bolezni, namesto z neposrednim zaviranjem imunskega sistema. Gre za pomemben preboj pri razumevanju in zdravljenju avtoimunskih bolezni. Rezultate raziskave pa je minuli teden objavila revija New England Journal of Medicine. To je ena najuglednejših medicinskih revij na svetu. Tadej Avčin, dober dan želim. Dober dan. In najlepša hvala, da ste si vzeli čas za Val 202. Ja, hvala za povabilo. Današnji delovni dan zaključen, odkljukan? Zaključen. Mislim, ta obvezni del, vedno pa popoldne še ostane nekaj dela za dokončati. Tadej Avčin, avtoimunska bolezen, splošno, zelo splošno, neko stanje, v katerem imunski sistem napade telo. Skratka, čeprav razumem, lastne celice nas napadajo, ker nas pomotoma razumejo kot nevarnost. In vi ste bolnika z avtoimunsko boleznijo, lupusom, namesto z neposrednim zaviranjem sistema, pozdravili z odstranjevanjem sprožilca bolezni. Kaj to pomeni? Ja, mogoče bi za začetek rekel, da pozdravili je zelo močna beseda. Mi smo ga zdravili in zdravili smo ga uspešno. Je pa res, kot ste rekli, imunski sistem je načeloma kot neke vrste nevidni varuh našega zdravja, ki skrbi, da v vsakem delu našega telesa vse funkcionira. Včasih pa ne samo celice, včasih tudi protitelesa in nekatera druge v bistvu molekule v naši krvi, ki so del imunskega sistema, začne napadati naš imunski sistem in ostale organe in povzroča različne imunsko posredovane bolezni. Tisto, kar je pa pri našem, rečemo, primeru bilo posebnega, imunski sistem ima en poseben mehanizem, da tvori neke mrežaste strukture, kot neke mrežice, s katerimi ujame bakterije. To si lahko predstavljate tako, kot bi ribič vrgel mrežo, v katero želi ujeti ta njegov ulov. Podobno tudi imunski sistem funkcionira, s tem, da se morajo te mrežice zelo hitro odstraniti. In za odstranjevanje teh mrežic imamo mi en zelo učinkovit encim. Pri tem našem bolniku je pa ta encim bil popolnoma odsoten zaradi prirojene okvare in v bistvu tisto, kar je bilo posebno in prvo pri našem primeru, da smo uporabili različico tega encima, ki odstranjuje mrežice pri našem bolniku. Ta bolnik je imel trdovratno avtoimunsko bolezen, ki je trajala več kot 15 let in se ni pozdravila z imunosupresivnimi zdravili. Ko smo mu podali to zdravilo, je pa praktično po 6 urah prišlo do kar dramatičnega izboljšanja. Zelo slikovite razlage. Ko omenjate to zdravilo, kakšno vlogo ima to zdravilo? Sicer ga je razvilo ameriško podjetje, ne vi, in potem, kakšna je potem zasluga vašega dela, torej slovenske ekipe? Se pravi, zdravilo že razvija več kot 20 let, težko rečem, da samo to zdravilo. Mogoče bom tako rekel, da te mrežice, ta del imunskega sistema se zelo intenzivno preučuje že več kot 20 let. In raziskovalne skupine v tujini in mi. V zadnjih letih pa več podjetij razvija zdravila, ki bi v bistvu en del teh mrežastih struktur lahko nekako razgradila. In na modelih na živalih so že potrdili ta mehanizem, da se je pri modelu na živalih z lupusom popravilo stanje. Tisto, kar smo bili pa mi, rečemo prvi, pa je, da smo pri bolniku to naredili. To je bilo pa skupno sodelovanje s tem biotehnološkim podjetjem Neutrolis. Večletno v bistvu, ko smo zbirali, kateri bolniki bi bili primarno dobri kandidati za to, na kakšen način bomo bolnika sledili, na kakšen način bo zdravilo v bistvu aplicirano. Se pravi, to so tej klinični protokoli za klinično raziskavo. Samo molekulo tega encima
pa razvija eden izmed ustanoviteljev podjetja Neutrolis že več kot 20 let in je v bistvu deloval v tej skupini na Max Planck inštitutu, ki je prvo opisala te mrežaste strukture. Zdravilo, o katerem govorite, še ni javno dostopno, ni ga na trgu. Zanimivo se mi je zdelo, da ste ga dobili preko mehanizma sočutne uporabe. To zveni kot nekaj, kar dobi tisti, ki ga najbolj potrebuje, ali kako deluje ta sistem? Ja, sistem sočutne rabe v bistvu pomeni, da zdravilo ni dostopno na tržišču. Se pravi, lahko je to zelo inovativno zdravilo, lahko je to zdravilo, ki je že v kakšni drugi državi dostopno. Mogoče ste vi večkrat imeli v bistvu ta model sočutne rabe za kakšno zdravilo, ki je že v kakšni drugi državi dostopno. To zdravilo, ki smo ga pa mi dali, je bilo pa tudi kot v bistvu sočutna raba za imenovanega pacienta. Se pravi, to je bilo pa zdravilo, ki ga prej še noben pacient ni dobil, nikjer ni registrirano, niti še ni bilo v klinični raziskavi na večjem številu bolnikov, bilo je preizkušeno samo pri zdravih preiskovancih in pa pri bolnikih z COVID-om. Mi smo bili pa prvi, ki smo ga dali bolniku z avtoimunsko boleznijo. Bolnika, ki ga omenjate, so mu lupus odkrili pri 1,5 leta. Kako ste tega bolnika zdravili do zdaj in kaj od zdaj to zdravljenje pomeni za njega s to vašo raziskavo? Konkretno za njega, danes ima 18 let že, ne? Se pravi, bolnik je začel, za njegove težave so začele v starosti 1,5 leta. Mi smo ga prvič videli v starosti 4 let, takrat še ni imel postavljene diagnoze. V času sledenja na naši kliniki smo potrdili potem genetsko diagnozo. Zdravljen je bil pa praktično z vsemi znanimi imunosupresivnimi zdravili in biološkimi zdravili, ki obstajajo za bolnike s sistemskim lupusom eritematozusom. Praktično po vrstnem redu smo šli, nekatera zdravila so povzročila delno izboljšanje, nekatera, rečemo tudi zelo močna zdravila, pa so bila praktično povsem brez učinka. In v bistvu takšen moment, ko smo videli, da ta nov pristop deluje, je bil dejansko ob prvi aplikaciji zdravila, ko smo ga dali in je prišlo v bistvu potem približno po 6 urah do enega takšnega bolj dramatičnega učinka. Konkretno zdaj v bistvu pri tem bolniku, on je imel popolno pomanjkanje tega encima in je razvil protitelesa proti temu zdravilu. To zdravilo je za njega neke vrste tujek, tako da smo po 8 aplikacijah morali prekiniti nadaljevanje zdravljenja s tem zdravilom. Se pa zdaj že razvijajo druge oblike teh zdravil, mogoče ki ne bojo v žilo dane, ampak bojo dale podkožno ali pa mogoče malo drugačna biokemična sestava, da bi zmanjšali, mi rečemo, imunogenost, da bi zmanjšali ta imunski odziv našega imunskega sistema. Ne samo pri tem bolniku, kaj to spoznanje na tem enem primeru pomeni za vse ostale bolnike, pa za zdravljenje ostalih avtoimunskih bolezni, ne samo lupusa? Ja, predvsem je to, kot da bi na nek način odprli Pandorino skrinjico, ki lahko v bodočnosti še iščemo bolj učinkovita zdravila, ki bi še, rečemo, bolj se pomikala proti vzroku same bolezni. Mi vemo, da zdaj je v bistvu potrjeno, da ta mehanizem z odstranjevanjem teh mrežic deluje in že potekajo klinične raziskave pri drugih, tudi mnogo bolj pogostih boleznih, kot je sistemski lupus, revmatoidni artritis najprej, potem bojo pa verjetno tudi druge avtoimunske bolezni, mogoče tudi nekatere infekcijske bolezni, ki bi lahko, rečemo, bile zdravljene s pomočjo tega mehanizma. O kakšnih številkah govorimo, kako vse prisotne so avtoimunske bolezni, kako nevarne? Je veliko primerov, več pri odraslih, več pri otrocih? Avtoimunske bolezni so pri obojih, in pri otrocih in pri odraslih. Pri otrocih je mogoče večji delež teh bolezni, ki so prirojene,
in potem imunski sistem že zelo zgodaj reagira z avtoimunostjo. Pri odraslih so pa ocene za avtoimunske bolezni približno 5 do 10% različne. Ne samo ena avtoimunska bolezen, ampak različne avtoimunske bolezni se pojavljajo pri 5 do 10% populacije. Tako da so to ene izmed najpogostejših bolezni. Opažate porast tudi zaradi okoljskih sprememb, na primer? Ja, to je malo provokativno vprašanje. Tisto, kar vemo, je, da v bistvu avtoimunske bolezni nimajo samo enega vzroka, razen pri teh prirojenih oblikah avtoimunskih bolezni, kjer zelo dobro vemo. Večina ostalih avtoimunskih bolezni ima pa kombinacijo. Neki so genetske, mi rečemo, nagnjenost, neki je potem pa antigeni, s katerimi se srečamo tekom našega življenja. Del tega so okužbe, ja, del tega je tudi prehrana, del tega je stres, pomanjkanje spanja. Vse to, rečemo, lahko rezultira, da je tudi da je imunski sistem v nekem stresu in bo se odzval z avtoimunostjo. Tadej Avčin, ime tedna na Valu 202. Kdaj bi zdravilo, o katerem sva govorila, lahko prišlo na trg, oziroma kakšni so naslednji, ne sicer samo vaši koraki, kaj pričakujete, kaj se bo zgodilo? Zdaj, kot sem rekel, je to zdravilo v zgodnji fazi razvoja. Naslednja faza so klinične raziskave. Če bojo klinične raziskave pokazale uspešnost zdravljenja na večjih skupinah bolnikov, lahko pričakujemo v nekaj letih, da bo to zdravilo ali pa kakšna izboljšana različica tega zdravila dostopna širše v bistvu bolnikom, da bo to zdravilo registrirano in ga bojo potem lahko zdravniki po svetu dobivali. Ali bi lahko v nadaljnjih kliničnih fazah sodelovala tudi vaša ekipa? Pričakujemo, da ja, v določenih fazah, če bojo vključevale pediatrične bolnike. Še tole, mogoče ugledna revija New England Journal of Medicine, ena najuglednejših na svetu, zagotovo zveni kot lepa pohvala, vsaj nam, kot velika stvar. Kaj bi rekli vi, kako velik napredek v zdravljenju avtoimunih bolezni prinaša to vaše odkritje? New England Journal of Medicine je nekako ena izmed najbolj uglednih revij z področja klinične medicine in to je, rečemo, za nas posebno priznanje, da smo objavili v klinični raziskovalni reviji. Se pravi, da v tej reviji običajno sprejmejo tiste, rečemo, napredke, ki prinašajo potem neko dobrobit na dolgi rok. Ne moramo seveda reči 100% ali pa zagotovo. Pričakujemo pa, da bo to en pospešek tem mehanizmom imunskega sistema in da bo to mogoče tudi malo populariziralo raziskave na področju imunosti in avtoimunosti, da bi še bolj vzročno poskušali zdraviti te bolezni. Tadej Avčin, ime tedna na Valu 202. Iskrene čestitke za vse, kar ste dosegli s to konkretno raziskavo in za vse, kar vas čaka vam in vaši ekipi. Najlepša hvala za povabilo. Hvala, da ste se oglasili. Lepo in uspešno poletje želimo. Hvala, enako. Srečno. Nasvidenje. Ime tedna.